Torej, pri tej vaji bomo nadaljevali prejšnjo vajo. Pri prejšnji vaji smo imeli povalni usmernik, kjer smo priključili na povalni usmernik breme. To je bila prejšnja vaja, torej smo naredili diodo in pa upor. Ugotovili smo, da gre za povalno usmerjanje. Na izhodu smo imeli polovico vala, tega ne bomo zdaj več ponavljali. Kar bomo pa sedaj dali dodatni vaji, je pa, da bomo to gladili. Torej, s pomočjo kondenzatorja bomo izhodno napetost zgladili. Zdaj, če samo ponovimo, kar smo že spoznali na teoriji, torej imamo povalni usmernik, to bomo zdaj samo črtkali, to je naša napetost na izhodu prejšnjega, brez kondenzatorja, pa bomo zdaj smiselno s kondenzatorjem. Torej, kondenzator se je v nekem trenutku, bomo rekli, že nekaj časa teče napetost, gledali, da se je izpraznil in potem se je napolnil na vrhnjo in potem se je skozi praznil, spet napolnil na vrhnjo in potem spet skozi praznil in tako dalje se ponavlja. Torej, ta zelena napetost je zdaj tista napetost, katero imamo na izhodu. To smo tudi imenovali napetost valovitosti ali angleško ripple voltage, URPP. Sedaj mi smo spoznali, da se ripple voltage oziroma napetost valovitosti spreminja v odvisnosti, ali se kapacitivnost povečuje, zmanjšuje. To pomeni, če imamo različne kapacitivnosti, bo različna valovitost. Večja, kot je kapacitivnost kondenzatorja, dlje časa traja, da se ta izprazni, zato tudi manjša valovitost. Če pa je kondenzator zelo majhen, se bo ta zelo hitro praznil in bo valovitost večja. V našem primeru bomo pustili kondenzator takšen, kot je. Izbrali si bomo 10 mikrofaradov. Kar pa bomo spreminjali, namreč nas zanima, kakšna je ta valovitost, bomo pa spreminjali naš upor. Kako lahko to naredimo v laboratoriju? V laboratoriju bomo upor, torej spremenljiv upor, uporabili dekado. Torej, z dekado lahko nastavljamo upornost in bomo gledali, spremljali, kakšna je valovitost. Na začetku si dajmo določiti, da bomo rekli, da je R, pa bomo dali tu dekada, da bomo vedeli, katera je. Dekada je 1 kiloohm. Takrat bomo videli, kakšna je valovitost, torej pri tem nas zanima URPP, kakšna je. Kar nas pa dejansko zanima potem pri samem takem napajalniku je, kako se valovitost spreminja v odvisnosti od spremembe bremena. Namreč, manjše kot je breme, večja je upornost, torej manj obremenjujemo napajalnik, manjši bo tok. In če je manjši tok, bo pomeni, da bo ta tok zelo počasi praznil. Torej, kaj pričakujemo? Da bo valovitost manjša. Če pa to breme povečamo v smislu, da bolj obremenjujemo napajalnik, da teče večji tok, torej upornost takega bremena je zelo majhna, bo pa zelo hitro izpraznil tak kondenzator. Torej, kar si želimo mi izrisati in napisati, je URPP v odvisnosti od, avtomatsko čas, ne v odvisnosti od časa, temveč v odvisnosti od česa, v odvisnosti od naše upornosti dekade. Lahko bi tudi rekli I bremena, torej kakšen tok teče skozi breme. Vse to lahko v Excelu izračunamo, ampak kaj pričakujemo? Pričakujemo, da bo pri najnižjem bremenu, če rečemo, da je to v ohmih, torej najmanjša upornost bremena, bo tok največji in če je tok največji, bo tudi valovitost, da si bomo zmislili, da bo tu nekje visoka. Večja kot bo upornost, manjši tok bo tekel iz kondenzatorja ven v času, ko ni napetosti na vhodu, torej manjša bo valovitost. Torej, kaj pričakujemo je, da bo torej naša valovitost z višanjem bremena, upornosti bremena, bo valovitost upadala. Potrebujemo torej Excel tabelo, kjer bomo noter dajali izmerjeno valovitost. Kako bomo merili valovitost? Valovitost že znamo meriti s pomočjo osciloskopa, kjer lahko gledamo z enim kanalom, recimo CH2. S CH1 si vedno pripeljemo gor napetost, tako CH1.
vedno vhodno napetost, torej kaj smo priklopili gor, kaj smo dali na izhodu dobili. Kakšna napetost bo na vhodu? Zeremo iz prejšnje vaje, kjer smo imeli, da je U efektivno 12 voltov, torej U maksimalno ste zračunali, da je 16, nekaj volta. Zmerimo valovitost, od kod do kod. Pogledamo torej, kakšna je pri nekaj najnižji upornosti, kjer valovitost bo najvišja, potem pa to upornost zvišujemo. Želimo pridobiti graf, torej kakšna bo tendenca, smer naše valovitosti povalnega usmernika.